Grofe je v 13. krogu prve lige Telekom Slovenije čakal obračun z Bravom v Spodnji Šiški. Naš tokratni nasprotnik je v dvoboj z nami prišel s porazom proti Tabor Sežani, ki je bila v prejšnjem krogu na Rajku Štolfi boljša s 3:1. V primerjavi s tem srečanjem je Dejan Grabič na klopi pustil vratarja Grila, Primca in Vrličaka. V ogenj pa od prve minute poslal Kurtoviča, Nukiča in vratarja Vekiča. Dušan Kosič ni mogel računati na usluge Žana Benedičiča, ki je prestajal kazen 4 rumenih kartonov. Namesto njega je zaigral Rok Štravs. Po prestani kazni se je v začetno enajsterico vrnil Dušan Stojinovič. V prvem polčasu smo videli malo priložnosti. Domačim se je ponudila takoj na začetku in uspeli so jo izkoristiti. V 3. minuti je Kurtovič žogo poslal v kazenski prostor. Matjaž Rozman je zapustil svoja vrata, prišel do nje in jo izbil. Padla je direktno na nogo bivšemu grofu Luki Žinku, ki jo je prvič v tej sezoni poslal v nasprotnikovo mrežo. 3. minuta, Bravo Celje 1:0, Luka Žinko. Po izkusu Nukiča je Matjaž Rozman ubranil. Tadej Vidmajer je izvedel prosti strel. Krcič je žogo izbil na rob kazenskega prostora. Do nje je prišel Mitja Lotrič, ki je meril močno, a ne natančno, tik ob desni vratnici. Poizkus Kurtoviča je presenetil Matjaža Rozmana. Stresel se je okvir našega gola. Grofje smo se počasi začeli prebujati. Jakob Novak je lepo našel Mitjo Lotriča. Prvi asistent lige je žogo podal do Ivana Božiča, ki je proti vratom Vekiča sprožil z notranjim delom desnega stopala. Močno, a ne natančno, mimo vrat. Dušan Stojinovič je izvedel stranski avt. Požrtvovalni Gašper Koritnik je prišel do žoge in jo poslal na rob 5-metrskega prostora. Vekič jo je odbil na nogo Tadeju Vidmajerju, naš nevaren napad pa je zaključila obramba Brava, ki je žogo izbila v kot. Po podaji iz kota je z glavo meril Josip Čalošič. Vekič je z refleksno obrambo preprečil njegov prvenec v rumeno-modrem dresu. Naveza Jakob Novak, Mitja Lotrič je še enkrat izigrala nasprotnikovo obrambo. Do strela je z desno nogo prišel Tadej Vidmajer. Vekič je žogo odbil, odbitek pa je za njegov hrbet pospravil Dario Wiesinger. 9. gol najboljšega strelca prve lige Telekom Slovenije v tej sezoni. 59. minuta, Bravo Celje 1:1, Dario Wiesinger. Dario Wiesinger je že dobro minuto kasneje predstavljal novo težavo za obrambo Brava. Prodrl je po levi strani, žogo skozi tunel Luke Žinka poslal do Mitje Lotriča, nad katerim je Abdurrahimi storil prekršek za 11-metrovko. Mitja Lotrič se je požvižgal na nepisano pravilo in je strel z bele točke izvedel sam. Vekiča je za naše vodstvo poslal desno, žogo pa v njegovo levo. Gol je posvetil svoji prvorojenki Mili. 62. minuta, Bravo Celje 1:2, Mitja Lotrič, 5. letos. Gašper Koritnik je podal kazenski prostor, kjer je bil neodločen Bejše. Žoga je prišla do Ivana Božiča, ki jo je s polvolejem poslal mimo Vekičevih vrat. Džajić je stekel po desni, žogo odložil na 5-metrski prostor za vtekajočega Nukiča, ki jo je ob vratnici uspel poslati v našo mrežo. 81. minuta, Bravo Celje 2:2, Mustafa Nukić. Dario Wiesinger je v prazen prostor poslal Mitjo Lotriča, ki je bil hitrejši od Matevža Matka. Strel Ivana Božiča je zaustavil obrambni blok Brava. Žoga je končala v naročju Vekiča. V sodnikovem podaljšku je Gašper Koritnik z lepo podajo našel Ivana Božiča, ki si je žogo zaustavil in iskal prostor za strel. Pri tem ga je zaustavil Bejše. Pičovka Slavka Vinčiča je ostala nema. Tudi drugi medsebojni obračun Brava in Celja se je v letošnji sezoni končal z rezultatom 2:2. 21. osvojena točka v letošnji sezoni na lestvici trenutno zadostuje za 5. mesto. Za Muro zaostajamo za 3, Aluminijom in Mariborom za 4, za vodilno Olimpijo pa za 6 točk. Dario Wiesinger je z 9 goli še naprej prvi strelec, Mitja Lotrič pa s 5 podajami še naprej prvi asistent prve lige Telekom Slovenije. Prihaja reprezentančni premor. Na Pekarniško 15A smo prejeli 4 vpoklice. Dario Wiesinger bo prvič zaigral v dresu mlade hrvaške reprezentance. Njegova nasprotnika sta San Marino in Madžarska. Jakob Novak, Žan Zaletev in prvič v dresu mlade slovenske reprezentance tudi Dušan Stojinovič bodo igrali proti Angliji in 15. oktobra v Celju na stadionu z Dežele proti Madžarski.